Ja, lep pozdrav v imenu Kmetijskega inštituta Slovenije, oddelka za kmetijsko tehniko. Na našem oddelku se vse skozi ukvarjamo z racionalno rabo energije in pa z obnovljivimi viri energije, ki izvirajo iz kmetijstva. Toliko za uvod, pa še ena informacija. V bistvu 14 dni nazaj je Borzen izdal knjigo o obnovljivih virih energije v Sloveniji. Tukaj not so vključeni obnovljivi viri energije, iz katerih se proizvaja elektrika, in je v bistvu to, kar smo že danes marsikaj slišali, je tudi tukaj zapisano. Med drugim so avtorji tudi sodelavci iz Kmetijskega inštituta Slovenije, pa tudi profesor Novak je kar nekaj napisal. Zdaj pa, če gremo k tej temi. No, naslov, kot smo slišali, je proizvodnja bioplina v Sloveniji. Jaz bom povedal predvsem o tem bioplinu, ki izvira, v bistvu, ki nastaja v kmetijstvu. Drugače poznamo še bioplin, ki nastaja na deponijah in pa na centralnih čistilnih napravah, vendar pač to ni moje področje. Danes smo že veliko slišali o tej v bistvu kmetijstvu in prehrani in eden izmed vzrokov, da se o tem, kar jaz danes govorim, je tudi ta spremenjen način prehrane. Vedno več uživamo pač mesa, zato moramo imeti to živinorejo. Bom rekel, moji dedki in stare mame so meso jedli mogoče enkrat na teden, danes pa skoraj ne mine obrok dnevni, da nimamo kaj mesa vključenega. Da pa pač to meso pridelamo, pa potrebujemo kmetijstvo oziroma živinorejo. Živinoreja pa pač povzroča kar precej toplogrednih plinov in kar 49% je tega metana. Potem imamo še didušikov oksid in pa ogljikov dioksid. Metan, ta nastaja pretežno v živinoreji. Dejansko 60% ga nastane pri fermentaciji v predželodcih prežvekovalcev in ga te živali oziroma krave ga izrigajo ali kako drugače izločijo iz telesa. Malce za šalo, malce zares pravimo, da bo pravo revolucijo napravil tisti, ki bo zajel ta metan v hlevih na ekonomsko sprejemljiv način. Drugače to delajo poskuse, ko so krave operativno pripravljene oziroma ko krave operativno pripravimo za sprejem tega metana. Da govorimo, v bistvu 40% metana pa nastane tudi med skladiščenjem živinskih gnojil, se pravi med skladiščenjem gnojevke ali pa hlevskega gnoja. In nekako želja bioplinske tehnologije je, da bi ravno ta metan nekako ujeli in ga koristno uporabili kot energent. Metan vemo, da je pač toplogredni plin in država se je zavezala, da bo te toplogredne pline pač zmanjšala na eno ustrezno raven. Rešitev za ta metan je, kot smo že rekli, anaerobna fermentacija živinskih gnojil. Profesor Novak je že veliko govoril o tem metanu. Tukaj, bom rekel, ta anaerobna fermentacija oziroma obdelava živinskih gnojil v bioplinskih napravah pa je dejansko tehnologija, ki je že nekaj desetletij v uporabi, je na voljo sedaj, je tehnično, lahko rečemo, dovršena in nekako pač je možna rešitev, da uredimo tudi te probleme, ki nastajajo v sami živinoreji med tem skladiščenjem. Ko govorimo o kmetijskih bioplinskih napravah v Sloveniji, nekako vse skupaj se začne tam po letu 2002, ko je država sprejela ustreznejše odkupne cene in premije za proizvajalce električne energije iz bioplina. Te bioplinske naprave so pri nas uporabljale predvsem gnojevko, po večini pa tudi druge substrate, ki so imeli večji izplen bioplina, se pravi, v večini primerov so potem te večje uporabljale silažno koruzo in pa druge poljščine. Država je nekako ukrepala in po letu 2012 za nove bioplinske naprave ni več podpore, če bi uporabljale kot substrat glavne poljščine. S tem se je pač zmanjšal tudi interes investitorjev v gradnjo novih bioplinskih naprav.
Zadnjih nekaj let pa se tudi ne da več na novo vstopiti v podporno shemo. Tako da dejansko, kar je bilo zgrajeno, je izgrajeno, novih ni, ne. Sicer neke spremembe, ne, jaz ta graf oziroma karto večkrat kažem, že tudi v teh sobanah, ne. Recimo postavili smo na novo tudi pri nas v Jablah, v Trzinu na Kmetijskem inštitutu, sicer 7 kilovatno bioplinsko napravo skupaj s podjetjem Omegajer, ampak o tem bo kaj več kolega Škrjanc povedal. Drugih novosti pa dejansko ni, ne. Tako da največja je bioplinska naprava v Lendavi, dobrih 7 megavatov, najmanjša je bila do nedavnega na kmetiji Flere v Letušu. Moram pa reči, da je še ena bioplinska naprava na Gorenjskem, ki pa jo še ni na tem seznamu, zato ker je sedaj še v fazi pridobivanja vseh soglasij oziroma začeli so gradnjo še pravočasno oziroma pridobiva dovoljenja, tako da bodo vstopili v to podporno shemo še po starem sistemu. Kot za primerjavo, kje smo mi, ne, recimo Evropska skupnost ima okrog 12.000 bioplinskih naprav, Nemčija 8.000 bioplinskih naprav, v Sloveniji pa imamo teh 24 bioplinskih naprav, nekje z nazivno močjo 27 megavatov električne energije. Kakor je raslo pri nas število bioplinskih naprav, je rasla tudi proizvodnja električne energije. V bistvu potem pa se je začela ta stagnacija oziroma upadec proizvodnje električne energije. To je bil vzrok za to, ker nekatere bioplinske naprave niso mogle ali pa znale zagotoviti dovolj vhodnega substrata, se pravi, niso imeli vhodnega substrata za bioplinske naprave, niso imeli bioplina, ni bilo elektrike in niso tudi zmogli potem kasneje tudi odplačevati te svoje velike kreditne obroke. No, v kvadratkih imate še v bistvu plačilo za njihovo proizvedeno električno energijo, tako da v letu 2015 so te bioplinske naprave, kar jih imamo v Sloveniji, dobile nekaj čez 17 milijonov evrov. Vidi se pa ta trend padanja, ne. Nekaj je tudi tukaj, da so se lastniki zamenjali, da so šli nekateri v stečaj, v bistvu da ni ta proizvodnja pač tista optimalna, na katero so računali v teh svojih investicijskih načrtih, ne. Ker po letu 2000, v letu 2012 smo dobili še 3 večje bioplinske naprave, vendar se proizvodnja elektrike pač ni dvignila. Tukaj je proizvodnja prikazana po posameznih bioplinskih napravah. Vidimo recimo Flere, majhna bioplinska naprava, ampak ima dokaj stabilno proizvodnjo. Koto, tudi dokaj stabilna proizvodnja. Ihan, tudi dokaj stabilna proizvodnja, ne. Pol imamo pa te problematične proizvodnje, v bistvu te zadnji stolpci so iz leta 2012, sprednji pa 2014. Vidimo, kako je padala ta proizvodnja zaradi različnih vzrokov, lahko, ker ni bilo dovolj substratov, finančnih razlogov, menjave lastništva in tako naprej, ne. Tudi velike bioplinske naprave lahko delajo dejansko brez problemov, recimo Nemščak in Motvarjevci so na posestvu Panvita in v bistvu znotraj tega njihovega velikega posestva lahko zagotavljajo dovolj vhodnih substratov in je ta proizvodnja bioplina dokaj stabilna oziroma enakomerna skozi daljše časovno obdobje, ne. Nekaj pa jih je bilo, recimo ta bi morala tudi 8 milijonov kilovatnih ur pridelati, pa je proizvodnja daleč od tiste želene, ne, in zato so teh raznih težavah. Nekaj od teh bioplinskih naprav je tudi na slabi banki, kjer se to prodaja že kakšno leto pa pol ali pa 2 leti. Do sedaj se še ni nobena uspela prodati, cene so še vedno tiste visoke, baje bodo celo znižali.
Imam tudi neke informacije, da se ruski kapital zanima za to, kajti je zdaj prilika, da kdor hoče kupiti bioplinsko napravo, da jo lahko zdaj relativno poceni kupi. Ampak to je vse stvar tega barantanja, da tako rečem, z slabo banko. Zaenkrat pa ni in tudi te v bistvu slabo delujejo in pač so taki in drugačni problemi. V teh zadnjih letih je bilo ustanovljeno nekaj sekcij oziroma združenj bioplinašev. Vsaka se je borila, ko se je kakšna zakonodaja spreminjala, da si bi zagotovili, bom rekel, boljše obravnavanje njihovega delovanja. In recimo zadnja je bila sekcija bioplinarjev, ki je bila ustanovljena leta 2012, ko se je sprejemal ta predpis o kvaliteti izhodnih substratov, ki grejo iz bioplinske naprave. Bioplin dejansko ne more funkcionirati brez podpore države, bom rekel, nasploh v tem sistemu Evrope, ker v bistvu mi gradimo tehnično dovršene bioplinske naprave in ki zato tudi toliko stanejo. Čeprav o cenah se da razpravljati. Kdor je v tem sistemu podpor, ima ali zagotovljen odkup ali obratovalno podporo, tudi tukaj nekje pol se te lastniki odločajo, pred leti so se recimo vsi samo za ta zagotovljen odkup. Prednost te zakonodaje od leta 2009 je, da so bioplinske razdeljene glede na velikost, manjše imajo večjo podporo in pa na vhodni substrat. B1, B2 so substrati, ki izvirajo iz kmetijstva, C1, C2 pa so vhodni substrati iz živilsko-komunalne dejavnosti. Tukaj bi lahko omenil, da cene so pač kakršne so. Kot primer ustrezne podpore lahko povemo primer iz Nemčije, kjer, bom rekel, v zadnjih 2 letih gradijo mikro in male bioplinske naprave, kjer je ta podpora recimo 250 € na megavatno uro proizvedene električne energije, s tem, da mora biti bioplinska naprava velika do 75 kW in uporabljati mora več kot 80% živinskih gnojil. Se pravi, Nemci so se odločili, da podpirajo mikro in male bioplinske naprave, ki uporabljajo predvsem ta živinska gnojila. In po teh nekaj mojih obiskih v Nemčiji dejansko res nastaja tam kar nekaj teh, oziroma kdor razmišlja o gradnji bioplinske naprave v Nemčiji, je veliko ravno v tej smeri teh malih bioplinskih naprav. Uporaba bioplina pri nas trenutno le za proizvodnjo električne energije, tudi toplota se nažalost še premalo izkorišča. Možna uporaba bioplina oziroma prečiščenega biometana kot pogonskega goriva v vozilih ali pa za distribucijo plinovode zemeljskega plina. Ljubljana ima recimo, mislim, da že več kot 50 avtobusov, ki sedaj vozijo na stisnjen zemeljski plin. Če bi imeli biometan, bi lahko rekli, da vozijo na gnojevko oziroma na organske odpadke. Bioplinsko področje je dejansko zelo povezano z družbeno sprejemljivostjo takih projektov in tukaj smo v Sloveniji videli kar veliko, to, kar je spodaj našteto, da so se projekti zavlačevali, da so se spreminjali ali pa da so se celo dokončno zaustavili in včasih upravičeno, velikokrat pa največ o bioplinu govorijo tisti, ki ga ne poznajo dovolj. Kmetijski potencial za proizvodnjo bioplina nekako, tudi danes mislim, da smo na začetku slišali ene druge cifre, ampak to je napravil Kmetijsko-gozdarski zavod Celje leta 2010. Po scenariju 1 se najmanj posega v primarno kmetijsko pridelavo, ne bi bilo 86 MW. O scenariju 3 ne razmišljamo več, ker imamo prepoved uporabe glavnih poljščin, ker je bilo tukaj računano na te energetske rastline. V vsakem od teh scenariju pa je zajetih dejansko 18 MW, ki bi jih lahko pridobili iz živinskih gnojil. Se pravi, imamo na področju izrabe bioplina iz živinskih gnojil nekje
kar velik potencial, je pa razdrobljen tudi glede na našo posestno strukturo na slovenskih kmetijah. Država dela različne načrte, med drugim je napravila tudi akcijski načrt za obnovljive vire in recimo za leto 2014 naj bi imeli 54 megavatov bioplinskih naprav, pa jih imamo tistih 25-26. Tako da eno so plani, drugo je realizacija. Že z enim tistim ukrepom se jaz ne pravim, da ni neupravičen, ampak prepoved uporabe energetskih rastlin je pač zmanjšal interes za gradnjo novih bioplinskih naprav. Kje vidimo perspektive? Dejansko nadaljnji razvoj vidimo, je odvisen dejansko od sistema podpor države. Tudi tukaj, da ne moramo zdaj na novo stopiti to podporno shemo, je nekako blokada tega položaja, kmetijskega potencijala smo ravno kar slišali, da je. Glede na to strukturo kmetij, ki jo imamo v Sloveniji, pa se bodo morale graditi v prihodnosti mikro in pa male bioplinske naprave, kjer bo glavni substrat živinsko gnojilo, plus različni odpadki, ki dejansko nastajajo lahko na sami kmetiji. Dejansko pa je ena možnost, da se bodo te bioplinske naprave bolj razširile, tudi če bodo te podpore večje oziroma če bodo ponudniki bioplinskih tehnologij znižali cene, ki so bile vsaj do sedaj dosti navite. Tukaj je primer nekaj ponudb, sicer starih 3-4 leta, ampak je bilo za 50 kW od 400 pa tja do 500 tisoč evrov. Tale graf so pa nemški podatki in tukaj se vidi, kako dejansko investicija raste z velikostjo kogeneracijske naprave oziroma z velikostjo bioplinske naprave. In enako se nam podobno tudi dogaja pri nas. No, še na kratko, ta naša mikrobioplinska naprava je locirana v Jablah, v Trzinu. Tukaj imamo 70 glav živine. Na začetku smo jo skoraj slabo leto smo uporabljali samo gnojevko, sedaj pa dodajamo tudi stranske proizvode oziroma odpadke, ki nastajajo na našem posestvu. To so različne pleve, zdrobljeno seme in tako naprej. Tega imamo kar precej. Ne dajamo pa noter recimo koruzne silaže, ki jo sicer imamo za prehrano živine. Toliko na kratko. Hvala, magister.